sodelovanju s Toškom Anton Gregorčič. Zdaj imamo v gosteh gospoda Toneta Vodeta, direktorja založbe Družina, ki ga v naši sredi prisrčno pozdravljamo. Dobrodošli v Gorico. Nocojšnji večer smo pa zaupali Andreju Černicu, časnikaviju, in seveda mu predajam besedo, da pač začnemo večer. Dovoljte mi vsaj minutko, še predno začnemo, en res prisrčen pozdrav z moje strani. Za mene je prav posebej zadovoljno biti med vami. Takoj se mi pred očmi naslikata podobi, ne vem, Milana Komarja, Zorka Slimčiča, pa še koga, ki izhaja iz teh krajev in nam je toliko zapustil, toliko dal, da upam, vsaj kanček tega prodajamo naprej, tako da res poseben večer za mene. Hvala lepa. Uvodno besedo ste že izrekli, da vas jaz samo še nakratko predstavim, preden bova začela ta najin pogovor. Torej, rojeni ste v Argentini leta 1969, staršem, ki so se v Argentino zatekli v valu povojne migracije. Ste oče številčne družine, 5 otrok, če se ne motim. V Slovenijo ste se vrnili, oziroma prišli ste, leta 2009, torej pri 40 letih. Čeprav, recimo, da ste Slovenijo že prej, vsaj od osamosvojitve dalje, večkrat obiskovali. Vse skozi, tudi v času vašega bivanja v Argentini, recimo, vam je bilo slovenstvo in slovenski jezik, slovenska kultura nekaj vsakdanjega. Sami ste omenili, poslušali ste predavanja dr. Milana Komarja, ekonomista dr. Marka Kremžarja, pa tudi pisatelja Zorka Slimčiča. Sami tudi v bistvu živite kulturo. Tudi v Argentini ste bili od leta 86 do 93 urednik revije Mladinska ves in izdali ste tudi nekaj pesniških zbirk. Leta 91 Zenice, leta 97 Mesto Pristan, leta 2004 Biti. Jaz bi ta najni pogovor začel recimo pri tej prelomni točki za vas leta 2009. Kako to, da ste se pri 40 letih, v bistvu, ko ste imeli že utečene življenjske smernice, odločili za en tak velik korak, da se pač vrnete, oziroma da pridete čez lužo v domovino vaših staršev? Imate cajt, da vam razložim? No, tako, že tam zadaj smo se pogovarjali o tem, kako sem jaz osebno doživel nekako, lahko mirno rečem, višek nekega razvoja slovenske skupnosti v Argentini. Kot veste, tja dol je šlo kar nekaj zelo pomembnih javnih osebnosti, intelektualcev, duhovnikov, ki so recimo takrat, okoli 80 let, ko sem jaz hodil v srednjo šolo, pa potem na univerzo, bili na višku svoje intelektualne moči in to predajali tudi brezplačno, tako kot delate tukaj, ljubiteljsko naprej okoli v domovih in v različnih okrajih, kjer se je dogajala in kultura, in izobraževanje in razne ostale dejavnosti. No, vse skozi smo pa generacija, ki je bila v 20-ih, ko se je zgodila demokratizacija Slovenije. In jaz sem bil prvič, se spomnim, v Sloveniji 86. leta, še na obisku, to moram povedati. Moj ata je iz te Rodetove družine, ki je šla skozi vetrinsko zgodbo, katere se letos spominjamo, bo 70-letnica, skozi avstrijska taborišča in potem v Argentino 3 leta po samem odhodu iz rodne Rodice pri Domžalah, sprva za 14 dni, potem pa se je izkazalo, da bo trajalo le nekaj več časa. Mama je pa iz Kamenka, v bistvu iz Sel pri Kamenku, sosednja hiša od hiše nadškofa Zoreta, zdaj današnjega ljubljanskega, sedanjega ljubljanskega nadškofa. In ona je pa šla na obisk dol k sorodnikom, predvsem k stricu Gregorju Maliju, če kdo pozna,
dejansko tega pesnika, pesnika nabožnih pesmi in je potem 64 leta prišla dol in se poročila z mojim očetom in tam ostala. To so bili časi, ko nek prišlek je bil tako malce, ni bilo jasno, ali prihaja iz režimske države dol ali ne, ampak je pa potem zelo hitro se uživela in zato imam tudi v Sloveniji vsi ostali strici po mamini strani in tete so vse skozi živeli v Sloveniji in smo ostali tudi povezani, zato 86 leta dejansko pridem prvič na obisk. No, pa se zelo zgodaj ukvarjal s pisanjem, z urednikovanjem in to so bili časi takrat okrog osamosvojitve, se je začela dogajati ta neverjetna povezava med različnimi mladimi iz zamejstva predvsem, niti ne bi rekel, da matice. Prvič smo imeli možnost spoznati, spomnim, dobro, te skupine okrog Hanzija Tomažiča, Francija Tomažiča, Toneta Starma iz Slovenske Koroške, potem pa tudi Tomaža Simčiča, pa še drugih, ki so prišli dol, mislim, da prvič takrat. In ta izmenjava je rodila tudi neka pričakovanja, pa želje po ponovnih spoznavanjih. Potem je pa dejansko in življenjska pot, zato ker sem zelo zgodaj izgubil očeta in potem pa zelo zgodaj pač tudi se posvetil poslom ob študiju, mislim, cela moja zgodba študija poteka vzporedno z delom, sem zelo zgodaj začel potovati in potem sem se pa dejansko po predstavitvi prve pesniške zbirke 91. leta tudi na Društvu pisateljev v Ljubljani, kjer sem imel možnost dejansko priti bliže tej skupini okoli Nove revije, predvsem Niku Grafenavarju pa Jožetu Snoju gre zasluga, da so me nekako vzeli malce za svojega in potem sem vsako leto prihajal v Slovenijo na neka srečanja in tako so se dogajala spoznavanja z različnimi ljudmi, ki smo si postali s časom zelo globoki prijatelji. Mislim tukaj na Matijo Grina, na pesnika Braneta Senegačna, na tisti krog okrog 3. dne, ki je takrat ustvarjal to revijo v Ljubljani. In so se tudi dogajala dopisovanja, skozi 5 let, več let smo si dopisovali in ugotavljali in razglabljali o stvarnosti in Slovenije in slovenstva v izseljenem zamejstvu. In do neke mere moram reči, da konkretno Matijo Grina je v določenem trenutku napisal v določenem pismu: "Ej, ti moraš zaključiti krog. Nekaj ni v redu, če ti ne zaključiš kroga." In verjetno je ta misel tlela kar nekaj časa z ženo Kristino Kremžar, imava podobne poglede tudi na pomembnost in na vrednoto skupnih korenin. In dejansko sva to izseljenstvo, ne glede na to, da z veseljem in ponosom priznam, da sem rojen v Argentini, da je moje mesto tudi v drugi pesniški zbirki, da me je mesto Buenos Aires zelo globoko pogojevalo v samem razvoju, v izobraževanju, v nekem pogledu na svet, ampak ne nazadnje moja očetnjava, moje korenine izhajajo iz nekega drevesa, katerega nisem hotel dejansko zapraviti svojim otrokom, da tako rečem. V določenem trenutku sva z ženo rekla, a veste, ko so otroci tam nekje, do morda enega 13. leta imaš možnost, da ti za otroke odločaš pol ali po konca. In imela sva z ženo že kar nekaj drugih priložnosti, sicer jaz sem poslovno na različnih koncih sveta tudi deloval. Ja, mislim, predvsem te Južne Amerike, da ne bo zdaj izgledali, da so ne vem kakšen svetovljan, sam pač Južna Amerika pa Severna Amerika. In se je pokazala priložnost prvič leta 2006 v neki firmi, v kateri se potem nisem odločil za to pot. Konkretno
priložnost na družini je pa pomenila zame dejansko povezovanje poslanstva in poslovnih izkušenj, službe in delovanja na strokovnem področju. Ne. Za mene, ki sem in smo, tudi vi, verjamem, vedno usporedno hodili v službe in ob tem skušali držati gor in kulturno dejavnost in pisali in se udejstvovali različnih pomembnih in ključnih dejavnosti, zato da je recimo neka skupnost v izseljenstvu živela, se razvijala naprej in da so se te kulturne vrednote tudi predajale naprej mlajšim generacijam. Sam sem tudi, poučeval v osnovni šoli in tako naprej. Je ta priložnost, na katero me je pozoril dejansko nadškof Stres, sva se poznala, in je rekel, glej, ti moraš kandidirati, ko je bilo znano, da dejansko bo družina, da so lastniki nekako vseh 6 slovenskih škofij, da je nekako pripravljenih za to, da bi šli v neko profesionalizacijo vodstva in da si želijo izrecno laika na tem delovnem mestu, je bila za mene pač neka naravna priložnost, da povežem pač svet knjige, svet literarnega ustvarjanja, svet posredovanja idej in strokovni prostor in izkušnje z področja poslov. Tako da vse skupaj moram reči, da je to velik blagoslov, človek obrača, ampak Bog obrne in malce se je treba, treba je pa nekaj koreže, da se za določene stvari, za določene korake odločiš. Mi smo iz čisto ekonomskega vidika pa tega zelo dobro živeli, kjer smo živeli, ampak nekaj bi pa manjkalo in predvsem ta komponenta je prevagala. Zagotoviti novim generacijam možnost, da živijo iz teh skupnih korenin, iz katerih smo mi vse prejeli. Mislim, v kulturnem, človeškem, duhovnem smislu. In to smo, mislim, zato dejansko smo tudi že prej, nekateri so se iz nas nekako norca delali, naši, predvsem argentinski kolegi, nas niso razumeli, zakaj skoraj vsako drugo leto, ko se je dalo z družino v Slovenijo, pa na stike recimo z različnimi krogi, prijateljskimi, pletenje vezi, sem prepričan, da predvsem nas bogatijo človeške vezi. In tudi danes, ko sem na tej strani luže, se sprašujem, kako vzdrževati ta most tudi s to slovensko skupnostjo v Argentini. Jaz sem prepričan, da brez osebnih kontaktov, brez konkretnih človeških vezi, mislim, da v tem sodobnem svetu ni mogoča nek trajni obstoj. Mi moramo uresničevati Slovenijo v svetu, kakorkoli si jo razumemo, kakorkoli razumemo ta svet, to Slovenijo, recimo iz Dume Župančičevo Slovenijo brez meja, meje so v glavah. Tukaj pa se moramo ljudje z zavestjo, da teh meja ni, zavzemati za to, da se te povezave dogajajo. In da vedno znova obnavljamo človeške vezi med nami. In da to omogočamo mlajšim generacijam. Omenili ste to usporednico, ki je, sami ste dejali, značilna za zdomske Slovence, morda tudi za nas, pač za mejske Slovence, če se tako izrazim, da se usporedno pelje naprej recimo služba oziroma profesionalna plat in ta recimo ljubiteljska narodnostna, pač ta drugo, kar delaš za srce. Ljubljana je z tega vidika malo drugačna. Kako ste to recimo razliko, to travmo doživeli? Priznam, da sprva je kulturni šok. Nekaj, ljudje pač, ne vem, gledajte, pa naj mi odpustijo duhovniki in drugi, ampak mislim, organisti, vsi, mislim, celotna struktura je do neke mere sloni na nekih financah, ki morajo biti zagotovljena. Saj jaz ne rečem, da to ni potrebno in da ni prav, ampak pa vendar ta zastonskost, po kateri kliče že sam, Benedikt
je klical Benedikt XVI v svoji okrožnici, ne, ta pripravljenost, da narediš nekaj za skupno, ne da bi zahteval nekaj v zameno, ne, ko to izkusiš, ko to doživiš in vidiš, kaj pomeni to, kar si prejemal zastonsko, ne, te to v bistvu na nek način, na nek poseben način formira, te naredi drugačnega, ne, in mislim, da bi tukaj lahko kar mirno rekel, da je resen problem sodobne slovenske družbe ta, da je vajena prejemati od zgoraj iz nekega neznanega vira, recimo i država, recimo i neka parastruktura, iz katere pol prihajajo neka sredstva, neki viri in zagotavljajo, da so stvari tako, kot pač bi morale biti, ne. To pa dejansko naredi, da človek včasih postane otopel, ne, samo v pričakovanju, v iskanju tega, kar bom dobil, brez samoiniciative in tudi brez tega nagiba k radodarnosti, ki ga dejansko vsak od nas, če hoče biti v polnosti človek, tudi potrebuje. Ker več kot daješ, tudi prejemaš. Ko se tega naučiš v praksi, pri starših, pri manjših skupnostih, je to neizmerno bogatstvo, ki ga potem tudi otroci peljejo naprej, ne. Brez veze, da to razlagaš nekomu, ki tega ni izkusil. In je v bistvu v Ljubljani včasih to težko, ne, razlagati. Mislim, da vam bo pa lažje jasno, ne. No, še se bom zastavil za trenutek pri tej tematiki, oziroma recimo, da jo bom malo razširil. Kako oziroma kakšno Slovenijo ste videli vizavi Tine in kakšna je dejanska Slovenija, ki jo v zadnjih 6 let doživljate? Jaz Slovenije nisem nikoli idealiziral. Mislim, hodili smo zelo pogosto, jaz sem bil včasih tudi 3-krat na leto v Sloveniji, veliko se mi je šlo za to, da sem v določenimi krogi, takrat literarnimi, ne, zdaj me nekateri ne marajo, kaj dosti, ker sem bil precej na široko, tako, veste, biti direktor ene katoliške založbe, marsikomu ne pade, marsikomu ni ravno všeča, ne. Ampak, glejte, svoje življenje doživljam pa mislim, kot poslanstvo resnično. In ko imaš nekaj za narediti, imaš občutek, da bo tvoje delo lahko pomenilo tisti kanček, ne, neke možne spremembe v določenem prostoru, takrat ima delo smisel, ima življenje smisel, imajo stvari, ki jih imaš pred sabo, tudi nekatere nepredvideni obrati na poti, imajo smisel, ne. In kot tak pravim, Slovenije resnično nisem idealiziral, nisem ne razočaran, pa tudi bi rekel, ne vem, še prav posebno pozitivno presenečen, ne, ampak je pač taka, s velikimi problemi, z človekom, ki notranje ni v bistvu osvobojen, če tako nekako posplošujem, ne, ki zelo krivično vredno posplošujem, ampak z ogromno dobrih ljudi, ki še niso zaznali, da se lahko tudi v tem pozitivnem povezujejo. In večkrat, morda je to tudi sam slovenski značaj, ne vem, ampak drobimo se, ne, tudi naši napori znotraj cerkve, znotraj, mislim, v družbi nasploh, ustvarjajo neke zelo majhni krogi, ločeni eden od drugega, delajo samostojno, ni pa nekega smisla za vzajemno, za skupno, ne. In to je morda točka, ki me je še najbolj je zadeve postavila pod vprašanje, ne. Mislim, da po 5, zdaj teče že 6. leto, da se bo marsikaj v tej smeri nekako premaknilo, da bomo zmožni morda ustvariti kakšne sinergije, ne. Mislim tukaj v cerkvenem prostoru, pa zakaj ne nazadnje tudi v družbeno-političnem in tako naprej. Pa sami vidite, ne, iz časopisov, kako smo, vsaj, ne vem, v Matici bi rekel, drugod se ne upam povedati, nagnjeni k neenotnosti, ne. Pa ne rečem sam, pač, ko pride do nekih upravičenih nazorskih
različnih gledanj na stvari, ne, kjer vsak utemeljuje pač življenje in svoj pogled na svet na različen način in potem pač pride do razhajanj med ljudmi in upam, da v nekem zrelem spoštovanju in dialogu se tudi to včasih da v določenih točkah prideti skupaj, v drugih pa ne. Ne, jaz mislim, da celo tam, kjer imamo zelo podobne poglede, recimo, ne vem, v decembru sem imel neko adventno razmišljanje v župniji Sostro, pa sem govoril o edinosti, ne, in predvsem v luči tega, kar se nam ne nazadnje tudi v cerkvi dogaja, veste, mi smo zdaj šli skozi nek težek proces, ne, odsotnosti, pač procesa nekega poraza na nekem gospodarskem področju, procesa nekih preobrazb in pomanjkanja voditeljev, drobljenja na različne poglede na to, kako naj živimo krščanstvo, ne. Vsekakor skupina, ki poudarja, da preko duhovne in osebne preobrazbe boš vplival na družbo, pa spet druga, ki pravi ne, tistja mora biti družbeno angažiran, mora biti človek, ki se udejstvuje v prostoru. In namesto, da bi te dve poziciji nekako skušali približati, smo to razumeli kot neke vrste skupinice znotraj same cerkve, ne. Temu pa dodaj še gibanja, pa dodaj še različne krivične ali pa manj krivične, ne, posledice določenih ukrepov strani Vatikana in okoli, ne vem, škofa Urana, pa še koga, in imamo potem kar naenkrat razdrobljeno neko tkivo, ki je poklicano biti Kristusovo telo, ne, mistično telo, ki je poklicano biti vzor edinosti, ne. Če mi ne bomo v bistvenem edini, kako bomo mi oznanjali svoje sporočilo naprej? Kako bomo mi lahko nekako z nekim zanimanjem, z nekim magnetizmom še koga pritegnili k nam, ne? In jaz mislim, da je zdaj res, Bog mu daj dober, navdiha, zdravja novemu nadškofu Zoretu, da bi uspel, če ne drugega, vsaj okoli neke skupne mize, počasi združevati različne poglede na stvari, različne ljudi, prav v tem jedru cerkvenem, ne. Da bi potem morda tudi ta pozitiven, pa predvsem zato, da bi ne samo, da bi pozabili na to, kar se je zgodilo v preteklosti in samo gledali naprej, ampak da bi lepo potegnili črto, pogledali, kaj je šlo narobe, kako to popraviti, kako zagotoviti, da se določene stvari ne bodo spet ponovile in vzpostaviti neke strukture, nek način dela, da bomo, upam, ne, postavili neke nove temelje za naše družbeno udejstvovanje in cerkveno delovanje za naslednjih 50-100 let, ne. Mislim, da je to zelo pomemben izziv tega trenutka, ker je padali smo na določeno stopno, ne, iz katere se bo treba v določenem trenutku dvigati, in jaz mislim, da je to enkratna priložnost, predvsem z nekim, seveda Maribor je še brez škofa, ne, še brez nadškofa, a pa vendar je zdaj res neka priložnost, da se počasi, ne prehitro, ampak vztrajno in temeljito stvari ponovno začrtajo. Hvala, sicer bomo še... Jaz začnem govoriti in pol se morda malce... Se bomo še vrnili na to, recimo, tematiko aktualnosti. Rad bi še par vprašanj, recimo, kar se vas predvsem tiče in tega vaše vezi tudi z Argentino. Pač sami ste dejali, da ste na Slovenijo gledali zelo realistično, brez pretiranih navdušenj, ampak tudi brez pretiranih predsodkov, negativnih, mislim. Kako pa, recimo, zdomska skupnost v Argentini, recimo, ki morda ni toliko potovala kot vi, oziroma ni toliko spoznavala na terenu Slovenijo od leta 86 dalje v vašem primeru, kako pa tam gledajo na Slovenijo? Tukaj je treba upoštevati pogled različnih generacij, ne. No, še to naj bi jaz tukaj dodal na temu vašemu vprašanju, ne. Ti nimaš nekaj rad, zato ker je lepo, nekaj zato ker je, pač je tvoje, ne. Slovenija je moja in kot tako jo vzamem
v celoti, kakršna je. Od tam prihajajo moje korenine, jaz se čutim uraščenega v to drevo, narodno drevo, ki je pač doživelo neko premetavanje, nek vihar v določenem obdobju 20. stoletja, pa je potem raslo naprej. Ne. In v tem smislu se ne sprašuješ pač, ja, lepo, mislim, v teh pridevnikih, ne, v teh kvalifikacijah, ali boljše, slabše. Ne. Pač stvari imamo radi, ker so naše. In ker so naše, smo pripravljeni tudi kaj žrtvovati za nje. Tukaj ne gre morda niti to, da si ustvarjaš naraščene, recimo, stanje navdušenja, ampak čisto človeško je, da eno tako podobo, recimo v tem primeru, idealiziraš, ne? To mi seveda. Glejte, seveda predstavljate si 70 let, 60 let, no, zdaj 70, ampak takrat 50 let je ta slovenska skupnost v Argentini držala kot neke vrste idealiziran pogled na neko izgubljeno domovino. Ne. Predvsem se pa, pravim z ženo Kristino, je šlo predvsem za to, da bi iz realizma, iz konkretnega izkušnje sodobne Slovenije spoznali in vzljubili in se povezali. Ne. Zdaj, kot sem rekel, tam so zdaj nekako trije pogledi. Ne. Jaz bi rekel, moja generacija je žal, mislim, tako kot še vedno živi za to skupno, za delo za skupnost. Ne. Zelo močno čutijo neko naravno vzajemnost in se povezujejo po domovih. Tukaj bi Renato Podberšič lahko tudi kot očividec kaj več povedal, pa še kdo, ki je bil dol, ne vem, koliko je bilo dol, kaj na obisku, ampak te skupnosti okoli teh, recimo 8 domov okoli Buenos Airesa, pa še nekaterih po notranjosti države, Bariloche, Mendoza, pa še kje, ne, zelo utripajo kot neke velike družine zdaj že, ne. Mislim, ne glede na to, da so pač več ali manj številne, ne vem, nekatere tudi par 100, ne, druge pa pod 100, ne, posameznikov, utripajo kot velike družine in veliko je tega skupnega dela za skupno upoštevanje, nekih skupnih imenovalcev, predvsem nedeljska maša, pomembni kulturni prazniki, kolikor se da vzdrževanje slovenskega jezika, ne. Je pa dejstvo to, da če se zgubi živ stik, ne, predvsem mislim ta izmenjava posameznikov, ne, ta stik s konkretnimi sovrstniki, govorim tukaj zdaj za neko mlajše, mislim, razmišljam o tej mlajši generaciji, recimo še ne moji otroci, ampak tam vmes, ne, med menoj in mojimi otroki. Če te izmenjave ni, in tukaj je, hvala Bogu, Republika Slovenija kar nekaj naredila s tem, da prihajajo tile maturanti sem, ne, in če ne drugega prvič sploh doživijo nek stik s resnično Slovenijo, kakšna pač je, ne. In morda bogdej spoznajo tudi kakšnega sovrstnika, naredijo vtis eden drug v drugem, ne, in ta stik ostane, ne. Tudi na družini, recimo, malce za hec, malce za res je takrat, recimo, ko sem prišel, mi je, veste, znotraj družine je tudi agencija, ne, turistična, pa so mi oni kolegi, fanti, so rekli, pa moraš pa ti hoditi dol zdaj, ne, pejt bomo videli, če bo kaj odziva, ne, pa boš turistični vodnik, pa sem rekel, ja, prav, predvsem zaradi tega, ker se mi je zdelo, da sem se vedno spraševal tudi, ne, ko sem bil na oni strani te velike luže, sem razmišljal, kako nekako te stike držati z matico in z živo Slovenijo, ne. Zdaj, ko sem pa na tej, ne smem pozabiti na ono stran luže, ki je tudi moja, ne. Ta most, ki se pne, ne sme kar zaenkrat zgrmeti, ne. In to skušava z ženo tudi svojim otrokom podajati, ne. Mislim, mi smo zdaj tu, pa ni cilj ta, da zdaj pozabimo na te ljudi, ki so naši prijatelji, ki so naši znanci, ki so naši, skoraj bi rekel, del naše razširjene družine, ker res v teh manjših skupnostih začutiš neko enotnost in neko povezanost, ki jo težko potem kje drugje, ne.
Tukaj verjetno je zelo pomembno prav vprašanje mlajše generacije, recimo ta generacija, kot sami omenjate, ki pač letno, mislim, da prihaja s pomočjo Republike Slovenije tudi obiskati Slovenijo. Mene zanima zdaj, kako ta mlajša generacija doživlja to, kar recimo vi ste dejali, da ste lahko v prvi osebi oziroma z ljudmi velikega formata doživljali narodnost, identiteto. Tukaj pač po mojem mnenju gre prvič za eno vprašanje že ene časovne razlike, to je recimo tretja, četrta generacija. Tudi četrta že, ja. Po drugi strani recimo pač sam sem imel tako izkušnjo, ko sem bil na potovanju v Kanadi in sem tam tudi recimo obiskal slovensko skupnost v Torontu, ki je tudi sicer recimo tako na papirju zelo številčna. Bil sem na tem enem od njihovih glavnih praznikov, ki jih imajo poleti v predmestju Toronta. Tam imajo eno celo farmo zase in je res ogromno ljudi. Je pa res, da ko govoriš z mlajšimi ljudmi, recimo 30 let starimi, 25-30 let starimi, pa v glavnem govoriš angleško, ne? Kako je na tem področju stanje v Argentini, mislim, Slovenci v Argentini? Vete, bodimo iskreni, ne? Ja, mladi govorijo špansko, ne? Mladi govorijo špansko med seboj, to je njihov pogovorni jezik. Danes sem se pogovarjal, verjetno poznate Urško Makovec, nekateri tukaj iz Vipavske doline, je bila nekaj, mislim, več kot eno leto dol in je tudi potrjevala pač to isto izkušnjo, ne. Mislim, da je nujno potrebno, da se pletejo take vezi, da bi ti mladi dejansko tudi morda kakšno delovno izkušnjo, kakšno izmenjavo, še kaj drugega. Tudi razmišljamo, ne vem, jaz sem večkrat rekel, zakaj ne bi v turistični agenciji, pri naši, ne, neke študentske izmenjave uvedli, ne, da bi dejansko, ne vem, Slovenci šli kdaj dol, pa bi morda imeli čas za ne vem, učenje španščine ali česa drugega, ob tem bi spoznali slovenske sovrstnike dol in obratno, ne. Mislim, da te stvari so še odprte in nismo o tem razmišljali do zdaj. Se pa, mislim, da to so možnosti, ki so pred nami, ne. Jaz se bojim, da če ne, a veste, tudi Argentina je po naravi, ne, zdaj v teh zadnjih političnih razmerah precej zaprta država, precej nekako po venezuelsko se vede včasih, ne, in ne spodbuja ravno neke odprtosti, ne, in iskanje izmenjav. Po drugi strani pa tudi, v glavnem, glejte, delavni Slovenci, ki so prišli dol brez nikakršnih, mislim, materialnih sredstev, so vsi prišli naprej, ne. Jaz težko bi rekel, da je kdo. In ekonomsko stanje, v glavnem te slovenske skupnosti po vojni, kolikor jo jaz poznam tudi ostale, pa vendar, mislim, je relativno kvalitetna raven življenja, ne. In ko si recimo v mojih letih je težko se odločiti, da boš kar zdaj neko kariero zapustil, pa vse zamenjal za to, da boš v znamenju nekega še neznanega cilja, ne, ki ne veš, kako se bo obrnil, potem tudi ubral to pot. Lažje je pa v tej generaciji, ne, ko si tam nekje zaključuješ, maturant, iščeš, se sprašuješ, kaj boš, ne. Mislim, da je takrat treba ustvariti te priložnosti, da se med seboj, da pride do več spoznavanja, ne, med nami, da se ta izmenjava resnično dogaja in jaz mislim, da take recimo študijske izmenjave bi bila neka zanimiva popestritev tega dogajanja. Morda še to, sami recimo ste dejali, da je bila kultura ena od tistih gonilnih sil pri spoznavanju in utrjevanju identitete. Pač to velja nasplošno za Slovence, da so se razvijali preko kulture, še prej kot preko politične misli. Kako je danes na kulturnem področju med Slovenci v Argentini? Kaj deluje, kako deluje? Mene zdaj 5, že 6 leto ni več dol, ampak pač sem kolikor to redno spremljal. Mislim, da se ni bistveno spremenilo, na slabše bi rekel. Gledališka, pevska dejavnost, prostovoljno šolstvo, vse to se dogaja še naprej, razvija se še naprej. Je pa res, da dejansko se izgublja pogovorna slovenščina, ne. In če te pogovorne slovenščine ni, recimo jezik najine ljubezni z mojo ženo Kristino je
je bila slovenščina. Ne? To se pozna potem tudi v družinskem jeziku, ne? Ko se pač naravno, da se z ženo pogovarjaš v jeziku, ki vaju je rodil, ne? Ki naju je rodil, in kot par, ne? In potem to predajaš naprej svojim otrokom. Če pa se to ne zgodi več, ne? Ker se je pa recimo marsikateremu sovrstniku že moje generacije, ne? Pač enostavno je bilo, da je bila pogovorna, pa ne obsojam tega, nič ne rečem, pač ko se je dejansko dogajalo, ne? Pač španščina je postala del življenja nekega zakona in naravno in posledično tudi družine in posledično je slovenščina odmaknjena iz tega javnega prostora, komuniciranja in izmenjava na tistih najglobjih čustev. Prihranjena je za cerkveni prostor, morda za sakramente, za gledališče, nenazadnje ni težko se naučiti neko gledališko predstavo in jo v slovenščini pač nastopati. Ne? Ampak problem je, da te pogovorne slovenščine ni več in iz tega, mislim, vsej nenazadnje, a veste, vi ste tukaj avtohtoni, vi tukaj gojite svojo kulturo vse skozi. To je pa izseljenska pač skupnost, za katero je nenazadnje naravno, da se v določenem trenutku na nek način integrira v družbo, v kateri živi, in da se določene posebnosti tudi izgubljajo. Ne? Mislim pa, da je na Sloveniji in da je tudi na nas v tej naši zavesti, da razumemo in pojmujemo vse te slovenske otoke po svetu kot resnične potenciale, podstojanke, z kulturnega, pa tudi z gospodarskega vidika. Ne? Mislim, da spet pravim, v marsičem imamo še zmeraj neke pregrade v glavi, ne, da ne znamo recimo izkoristiti teh potencialov. Ne. Mislim pa, da predvsem politika, ne, in diplomacija še sploh ni razumela, ni dojela tega potenciala, ne, ker rezultatov na kratki rok pa ne bo. Prvo je treba verjeti v ta princip. Je treba verjeti, da dejansko to otočje slovenstva po svetu, ne, ima resničen potencial za slovenski narod. Ne. Naj si bodi v izmenjavi ali pa v življenju tam. Ne. Tudi nekateri se, ne, tudi, ne vem, iz izkušnje znancev in prijateljev iz avstrijske Koroške, opažaš, kako nekateri zdaj, hvala Bogu, čeprav dobro, zdaj s to Slovenijo v krizi spet malce izgublja nek renome, ta naša Slovenija, nekateri, ki so že pozabili na svoje korenine, počasi prihajajo nazaj. Seveda ne govorijo slovenščine, imajo pa vsekakor pravico, da se na nek način povežejo spet z narodnim jedrom. Omenili ste študijske izmenjave, te kanale, ki bi jih morala po vašem mnenju Slovenija kot država nekoliko bolj razviti, kaj je to recimo poslovanje morda, recimo s podjetniki v Argentini, ki so pač druga, tretja generacija slovenska. Kje vi vidite recimo poleg teh študijskih izmenjav oziroma na ravni prav najmlajših članov, kje še vidite? Spet, le bi lahko, mislim, šla skozi vsa različna področja, ne? Ampak jaz se spomnim recimo tistih zametkov slovensko-latinsko-ameriške gospodarske zbornice. Sam sem delal v gospodarstvu in tudi aktivno sodeloval pri tem društvu. Glejte, kakorkoli že to pogledamo, nedokončana slovenska tradicija je kriva za marsikaj. Mislim, če ti nimaš jasnih, mislim, če ni gospodarstvo resnično po 25 letih doživelo neke bistvene spremembe iz socializma v neko naravno, pa Bog ne dej, da bi uporabljal te čudežne izraze neoliberalizma, pa bolj marsikčesa, kar se v Sloveniji dejansko demonizira, ne? Ampak v neko normalno kapitalistično družbo, kjer imaš ti znane lastnike in se ti lastniki potem prostovoljno in svobodno povezujejo z slovenskimi obrtniki in podjetniki drugod po svetu. Jaz, gledajte, še predno sem prišel v Slovenijo, sem delal za veliko slovensko, mislim, korporacijo v lasti, pač nekega konkretnega slovenskega tovarnarja, ne? In ta gospod je lastnik svoje firme, ne? Ko smo tukaj v Sloveniji iskali recimo neke potencialne naložbe, neke firme, s katerimi bi se dalo povezati. Ja, jaz priznam, da ko sem bil v tisti vlogi, sem težko vedel, kdo je sploh lastnik.
ker nisi vedel, ker še danes ne veš, ne, kdo konkretno stoji za firmo A, B, C, D. Ne. In jaz mislim, da, gledajte, karkoli si že mislimo o privatizaciji, predvsem tukaj ta moj občutek, mislim, malo te slovenske ogroženosti, ne, pred privatizacijo in rečeš, ja, v določenem trenutku en del mene reče, ja, mislim, tudi če je najhujši, ne vem, vse veste, ne, totalitarist, imam reči, da ima nekaj Slovenc, pa da nima tujc, ne. To je tisti prvi nagib. Po drugi strani, pa če se v Sloveniji ne zgodi neka liberalizacija, neka normalizacija, morda preko tudi privatnega tujega lastništva, jaz se bojim, da smo zamudili še en vlak preobrazbe in normalizacije slovenske države in slovenskega trga. Trenutno smo mi, jaz bi rekel, na samem repu celotne Srednje Evrope, da ne govorim o Zahodu. Ne? Zadnjič je bil na obisku pri nas Tomaž Sedlaček, ekonomist, dali smo mu knjigo, zelo odmeven gospod, ekonomist iz Češke, ne? In smo šli na eno večerjo in sem povabil razne predstavnike, recimo iz kulturnega in gospodarskega življenja, pa ni mogel verjeti, mislim, iz Češke prihaja, ne, da v Sloveniji nismo imeli ilustracije, da v Sloveniji nismo imeli neke preobrazbe gospodarstva, da v Sloveniji nimamo svobodnega in tiska, da nimamo privatnih vlagateljev na področju medijev. Mislim, seveda imamo, vse veste, imamo tiste borzne korporacije, ki so take, kot so bile, ne, še iz tranzicije in prej. Ne. Te stvari se morajo premakniti v neko določeno smer in ko se bodo normalizirane, sem prepričan, da bodo tudi se začele plesti neke gospodarske vezi. Jaz samo še to zaključam, prostite, ampak to sem moral vse povedati, zato sem rekel, tista gospodarska slovensko-latinsko-ameriška zbornica je bila ena velika polomija, ker dol so prihajali gospodarstveniki z kroga gospodarske zbornice Slovenije, tisti ključni, pa veste, Luka Koper, ne vem, Iskra Tel, pa še kakšni, ne, s tistimi svojimi megaprojekti, ni bilo pa tistega, mislim, res osebnega stika, lastnik z lastnikom, ne. Ko ti skrbiš, mislim, šele lastnik, in jaz mislim, da naš problem, tudi recimo v cerkvenih krogih, ko je šlo za denar in tako naprej, ne, naš problem je, da nimamo še odgovornih lastnikov. In pravi lastnik ni samo tisti, ki je zadovoljen s tem, kar ima, ampak je odgovoren za njegov razvoj. In tega spoznanja, bo še trajalo, da bomo vzgojili tako generacijo, čim prej se pa se zgodi dejansko liberalizacija prostora, pa možnost, da se mala podjetja razvijajo, pa možnost, da se mali obrtniki postavijo na noge, pa da se študenti čim prej izrajtajo, da je boljš, in tem je kriza dobra, bi rekel, da ne bojo dobili javne službe v inštituciji A, B ali C, ampak da bodo mogli prijeti, a ne za neko samoiniciativno, za neko delo in za nek posel in se morda zavedati, da smo nazadnje na križišču zelo pomembnih prometnih in prodajnih poti, da smo v samem jedru Evrope in da 500 km okoli nas je ogromen trg, ki nas čaka, da ga osvojimo. Ne. In tle smo še v krču, ne. Tako kot smo zdaj pa lahko iščemo izvire tega krča, ne. Tako kot smo dejansko v krču glede naše identitete, glede naše zgodovine, nič nam ni jasno. Ne. Še zmerom se ne moramo sprijatiti s tem, da bi recimo se par zgodovinarjev skupaj zbralo pa reklo, gledajte, gospode, 10 let se tukaj sedite, pa raziskujte pol preteklo zgodovino, raziskujte drugo svetovno vojno, potem pa pridite z zaključki. Ne. Ja, kdaj bomo to? Mislim, če sploh tega nismo mogli narediti, ne moramo dejansko začeti odstirati neka področja z naše zgodovine, ki nas dejansko lahko vse skupaj poenoti okoli skupnega programa in pogleda za nazaj, ne? In nas potem tudi pomirijo med nami. In to nam da neko skupno perspektivo, ne? Ja, pol smo res v bistvu na samih zametkih našega življenja kot samostojen narod v svojo lastno državo. Ne smemo obupati, jaz mislim, 25 let ni nič, ne? V razvoju neke države, ampak
samo od sebe se pa nič ne bo zgodilo. Ne? In jaz mislim, da tukaj kristjani, ljudje, ki smo šli skozi različne izkušnje, ki so včasih morda bile boleče, ampak sami veste, da vsaka bolečina in vsako trpljenje v bistvu bogati in človeka navda z neko energijo in potenco, ki jo morda, ki pa v slovenskem prostoru očitno manjka. Čim bolj se bomo povezali med sabo in to dejansko razvijali, se mi zdi, da ima tudi Slovenija prihodnost. Tako, omenili ste zdaj kar nekaj tematik, ki sem jih hotel razdelati v redu. Deva pol jih malo prepletati. Pravzaprav sem hotel začeti z tega. No. Omenili ste Tomaša Sedlačka, češkega ekonomista, ki je morda ravno v tem lahko en zgled, on tudi kot oseba za Slovenijo, ker je pač v tem tranzicijskem pomenu, ker je on pri 25 letih postal ekonomski svetovalec Václava Havla. In to morda lahko tudi dosti, če malo povlečemo sporednice s Slovenijo, marsikaj pove. Mislim, glede na to, kako in kako se kadruje tukaj v Sloveniji. Ampak tukaj z vami sem se hotel zaustaviti bodisi pri teh, recimo, gospodarskih vprašanjih, ki ste jih sami začeli, ampak tudi seveda z vašo primarno dejavnostjo tukaj v Sloveniji, medijsko področje. No. Ko ste prišli v Sloveniji, nekako ste se ustalili v tem medijskem področju. A ste ta odločitva še nekaj sate? Ne, sploh ne. Vsem je delom, kar delam. No, vse je bilo malo hecu to povedano. Gre pač za to, da mediji doživljajo zadnja leta, mislim, tako kot sicer vsa druga področja v gospodarstvu, eno precej izrazito krizo. Zdaj, pri medijih je to tudi zelo občutiti. Jaz sicer morda govorim za tiskanje medije, je to kar precej videti. No? Mimo tega, da je, ko govorimo o glasih, tako približno 80% oglasov gre za televizije, 20% si jih morajo porazdeliti. Čista anomalija, v svetu gre več na internet in v stisk. Ampak zanima me tukaj, malce lahko pokomentirate, kako je družina zdaj v tem kontekstu. Zdaj, če lahko sem nakratko predstavim, družina na vsezadnje recimo ima dokaj visoko naklado, če gledamo sorazmerno s celotno populacijo v slovenskem tiskanem medijskem prostoru. Med tedniki je na 3. mestu, zdaj mislim, da imate 32,000 približno prodane naklade. In to je samo za nedeljskim dnevnikom in Nedeljom. Če pa pogledamo tudi druge, recimo dnevnike, pa tudi tam v bistvu lahko se primerjamo, ker Delo kot najbolj prodan slovenski dnevnik ima trenutno 34,000 naklade. Kako torej bi to stanje pokomentirali tiskanih medijev zdaj v vašem konkretnem primeru družine? Kompleksno vprašanje. Predvsem je pomembno vedeti, da družina tudi po zaslugi mojih prednikov, mojih predhodnikov, je, mislim, na tem delovnem mestu, konkretno, da sem bolj specifična, je diversificirana družba. Je družba, ki sloni na več strateških nogah. Omenil sem turizem, moral bi omeniti knjige in knjigarne, sicer knjigarniško dejavnost, bi rekel knjigotržno dejavnost, smo razdelili v zadnjih 3-4 letih, zdaj imamo že 3 knjigarne, kmalu 4, tako da smo šli tukaj izrazito v neko ekspanzivno na trg, ker se zavedamo, da mora družina imeti ne samo eno pastoralno vlogo, če hočete, ali pa komunikacijsko vlogo znotraj katoliškega prostora, ampak predvsem tudi zaradi pomena v širšem skupnem slovenskem prostoru, zaradi teže, zaradi velikosti, ampak ne nazadnje, predvsem pa zaradi poslanstva, misionarsko vlogo v prostoru. In tudi zaradi tega smo šli za to v tretji nogi te strukture, revije, v neke nove publikacije, prav načrtno iskati oblike, ki bi nagovarjale različne ciljne skupine, ne nujno iz striktno krščanskega zornega kota, mislim, da bi to izrazito izpostavljali, predvsem, da bi krščanske vrednote skušali posredovati širše v družbi. In tudi, mislim, potem pa še seveda tednik.
mislim, veste, mi smo gospodarska družba v lasti 6 slovenskih škofij, gospodarska družba z nadzornim svetom, z redno letno revizijo, z pričakovanjem strani lastnikov, da delimo dividende v koncu vsakega leta. To, ko sem se dejansko odločal za to delovno mesto, mi je kar ugajalo. Ker, veste, to, mislim, zdrava duša v zdravem telesu, ne? Mislim, če telo ni zdravo, če telo, mislim, ne, če mi nismo boljši od okolice, če tudi nismo, recimo, bolj produktivni, da znamo boljše izdaje, boljše knjige izdajati, da znamo boljše prodajati, ne? Da smo zgled, recimo, tudi glede, ne vem, dodane vrednosti na zaposlenega in tako naprej. Mi moramo biti učinkoviti. Če mi nismo učinkoviti, ne moramo govoriti potem o nekih, veste, ne vem, idealih v zraku. Prvo moramo biti bolj profesionalni kot ostali, še bolj pošteni in korektni. In od tam naprej lahko govorimo tudi o Kristusu in o še o čem. Ampak prvo je poštenost, ne? Prvo je korektnost, prvo je profesionalnost. Ne? In v tem smislu smo se vse skozi tudi v teh letih dejansko posvetili še večji diversifikaciji našega portfelja in dejansko vse te naše poslovne enote so dobičkonosne, tudi Tednik. Ne? Tednik je pripravljen tudi recimo za nek trenutek, ko bi imel recimo polovico manj naročnikov, če bi se to zgodilo. Seveda ne predvidevamo tega in bomo močno delali na tem, da dejansko tudi z novimi dopolnilnimi mediji, z nagovarjanjem, recimo zdaj smo že 4. leto, ne vem, če poznate Slovenski čas, tudi izhaja v družini, ne, priloga za družbo in kulturo, to je potencial, ne, ki, mislim, jaz vedno rečem, vse se začne pri ljudeh, ne. Ključno je ustvarjati dobre timske delovne skupine okoli različnih knjižnih, revijalnih projektov, tudi medijskih, ne. Okoli tega zbrati čim več ljudi, da bodo med seboj delali. Ne. Ko se pa to zgodi, pa pustiti, da se dejansko ti otroci, ki jih razvijamo, mi smo v polnem razvojnem procesu zdaj, ne, rastemo recimo na področju knjig po 10% na leto, pri revijalnem, recimo, ne vem, če se to kve, ampak družina ima 15-16 revij zdaj. Ne. Skupna naklada teh revij je 28,000 naročnikov. To se pravi, to tudi ni zanemarljivo, ne, če vzameš in to primerjaš s Tednikom. Seveda Tednika se ne da nadomestiti, Tednik ima nenadomestljivo vlogo. Vsakič, ko govorim recimo s kakšnim, ne vem, založnikom iz Amerike ali iz Francije, veliko se s temi različnimi, ja, to nam zavidajo to pozicijo v slovenskem prostoru, ne. In naša odgovornost je, da jo utrdimo in da jo še razvijamo. Sami veste, delate na podobnem področju kot jaz, ne. Še gospod Murdoch ni najdel rešitve za monetizacijo spleta, za monetizacijo tega digitalnega sveta. In mi kot mediji smo ujeti, ne? Bili smo dejansko dodatna veja oblasti ob koncu 19. stoletja, omogočili smo, da je ta mass media je omogočil, da se je dejansko prava demokratična družba tudi razvijala. In zdaj mislim, da je celotna ta perspektiva nekako v krizi. Razdrobljeni mediji, ne, ki zelo težko, ki dihajo na škrge, nimajo neke prihodnosti. Ampak jaz pa mislim, da dejansko Tednik sam ima še potencial. Ključ je tudi za vas, recimo, kako nagovoriti recimo mojo generacijo, ki sicer smo še iz analognega sveta, ampak radi tipkamo po teh aparatkih, ne. Ampak moji otroci pa dejansko papirja precej manj, ne, jemljajo v roke, hvala Bogu, knjige še, ne, hvala Bogu, jih tudi učimo, da vidijo, ne, po zgledu, da to tudi ni nič, ne, da ne vem, 5-minutni članek ne bo omogočil, da boš ti neko osnov razumel in imel globji uvid v stvarnost. In to je del kulture, ki jo moramo še naprej predajati na načine, ki jih bo ta generacija lahko razumela. Ne? In zato gremo tudi v neke nove poskuse. Jaz vedno pravim, da je družina nek avion, jumbo, ki leti tam
32 000 naročnikov nad morsko višino, ne. Zdaj, to je tak velik avion, ki tam leti, naša odgovornost zdaj je, da s temi vsebinami, s temi rubrikami, s temi prilogami iščemo kontakt z različnimi ciljnimi skupinami. Mi danes dobro stojimo, in naš cilj ne sme biti tako, da zakopljamo talent, ne, da rečemo, ja, to je bilo v redu, sam da bi je še naprej 32 000 naročnikov, če bo tako naprej, super, nič ne premakamo, nič ne naredimo, stojimo, kdor stoji, pade, kdor stoji, mislim, ne, umira, hira. In v tem smislu se mi zdi, da je ključ ta, da ustvarjamo resnične, ustvarjane delovne skupine, ki se bodo tudi kaj upale narediti, potem, ko nas ne bo več. Ne. Jaz mislim, moja vloga kot direktor je, da ustvarjamo okrog sebe neko tako skupino, ki bo boljša od mene, ki bo lahko mene nadomestila, da potem se jaz lahko posvetim jutri kakšni drugi stvari. Ne. Predvsem se mi zdi, da pač, a veste, ljudi je treba zbirati. Ne. Mislim, ljudje so ključ uspeha v firmah, ljudje so ključ uspeha v medijih in timsko delo je pa dejansko v Sloveniji še, bi rekel, precej nepopularno področje, ne? Precej malo prakticirano in jaz mislim, da če lahko ustvarimo v naši družbi, mislim tukaj zdaj konkretno na družino, take pogoje, da bomo tudi mlajše generacije znali privabiti, jih usposobili, jih ustavili, recimo, mi imamo danes že kar take eminence, ne, že, dobro, član moje generacije, Bogomir Štefanič, ne, on je, mislim, novinar, ki je suvereno naredil neko novinarsko pot, ja, on bi že 5 let nazaj moral imeti zraven enega mladega, ki bi se ob njem že formiral, ne. Dobro, ta vloga formacije se mi zdi, da je nenadomestljiva za tako firmo, kot smo mi. In morda nisem odgovoril konkretno na to vprašanje, glejte, naklade sicer padajo organsko, padajo veliko manj nam, ki imamo zveste naročnike. Mislim, to tudi drži, recimo za Reporter, pa še koga drugega, ne. Ko ti je nekaj vredno, ko veš, da ti ta medij posreduje nekaj bistvenega za tvoje življenje, da si resničen faktor, ki omogoča globlji uvid v dogajanju v družbi, s katerim deliš skupne vrednote, ta stik, če ta stik ohranjaš, kakršnakoli bo že to spreminjanje naklad, pa število naročnikov, mislim, je ključ to, da ohranjamo stik z bazo. Ne. Zato recimo mi zdaj že kar 5. leto, gledajte, vsako nedeljo je naša delovna ekipa nekje v kakšni župnini. Bistveno, da se ljudje srečajo z novinarji, da razumejo situacijo, da se poznajo med seboj, da ustvarjamo skupnost. Nenazadnje mediji so zato tudi, da ustvarjajo skupnost. Ne? Skupnosti pa podpirajo svoja glasila, svoje kanale izražanja, da tako rečem. Ne? In ko govorimo o skupnosti, ne govorimo o ničemer drugem, kot pa to, kar so si izmislili Facebooki, pa tile, Twitterji in ostale novi načini nagovarjanja. Ne? Ampak morda so včasih mislim, tradicionalni mediji na to pozabili. Ne? Mislili so pač, ja, izdam časopis, ga tam dam v kiosk, pa čakam, da ga nekdo kupi. Ne, mislim, ustvarjati moramo skupnost. To pa pomeni, da ustvarjamo dogodke, da ustvarjamo nek prostor, kjer se komunikacija dogaja, kjer so dogodki, ne? Ni sam tednik, ampak je to, da družimo ljudi, da gremo k njim na različne po terenu, da se organizirajo debatni krožki, taka omizja, kot so ta. Da ustvarjamo potrebo po tem, da se ljudje med sabo povezujejo in se najdejo v nekem skupnem meniku. Ne? To tudi sem vas hotel vprašati, kako omenili ste pomen interneta, čeprav zaenkrat dejansko še na ravni medijev ni dobičkonosen, ampak pač pomaga pa ustvariti recimo te vezi socialne, take in drugačne. No? Ali kakšne načrte imate še vi recimo na tem področju, na področju Facebookov, Twitterjev, Instagramov? Kako mislite, da lahko tudi družina kot firma in družina tudi kot tednik nastopi na tem trgu, ki je recimo v tem trenutku predvsem namenjen mladi populaciji?
Glejte, mi smo zdaj v tem trenutku na eni točki preloma, ne? Recimo, če se sešteje teh, dejansko, ne vem, po nekih kalkulacijah naj bi teh 32 do 35, odvisno od številke, ne, naročnikov pomenilo cirka 110-120 tisoč bralcev, ne? Ker je ta en izvod do teh več bralcev, ne? V tem trenutku ima naša spletna stran 100 tisoč unikatnih bralcev na mesec. To pomeni, tisti, ki veste, kaj je ena IP številka, ne, to pomeni, da to je 100 tisoč individualnih, ne, aparatov, recimo računalnikov, ne, kar ne pomeni, to je recimo približek temu, kar pomeni, en samostojen naročnik, ne. Tam smo nekje na podobni sferi, ne, številki, tako na papirju kot na spletu, ne. Jaz mislim, da je, tako kot so šle zdaj marsikje tudi katoliški mediji, recimo La Croix, zelo spremljamo dobro v Franciji, La Croix je dnevnik katoliških, ne, v lasti skupine Bayard, ali pa, dobro, še kakšni drugi, ki so šli v neko paketno ponujanje storitev, ne. Dejansko, če gledamo trende, ne, najbolj na udaru, kar zadeva recimo nevarnosti, da popolnoma zginejo, so dnevniki, ne. Dnevniki, novice so danes, tiste kratke informacije so danes na razpolago brezplačno, ljudje so se navadili, da to berejo na nekih spletnih straneh. In če imamo recimo na tej premici, ne, tukaj informacijo, ne, imamo potem tukaj nekje vmes analizo te informacije, tukaj na koncu pa imamo, ne, formacijo, ne, to se pravi, da ustvarjamo mnenje, da dejansko krojimo misel, ne. Nenazadnje tisti mediji, ki so najmanj trenutno trpeli ta vdor interneta, so prav občasniki ali tedniki, ne, dobro, dejansko konkretno, seveda ti mednarodni si lahko prvoščijo, ne, to mednarodno bralstvo, ne, The Economist in drugi, ne, ampak jaz mislim, da mi nekako, tukaj govorim tudi o projektu Slovenski čas, zakaj ne vemo, v kaj se bo razvil, ne, lahko bo vzporednica družini, lahko bo podpiral še naprej družino, to ne pove bralstvo, ne. Meni je predvsem to pomembno, da ustvarimo ekipe, ki kvalitetno, sodobno govorico znajo nagovoriti nove generacije, ne. Ko bomo to dosegli, potem pa in da analiziramo informacijo, ne. Mene srce boli, ko recimo kakšen katoliški medij vzame STA novico in jo taka, kot je, objavi na eni od spletnih strani. Ja, mi smo zato tle, da vzgojimo svoje novinarje in svojo delovno ekipo tako, da imajo oni iz svojega zajemati, ko analizirajo neko novico in jo seveda vzamajo, dobijo, analizirajo in presnovijo v luči tega, kar oni razumejo iz te informacije, ki so jo dobili, ne. Mislim, da trebamo še kar nekaj za narediti, ne, in ko bomo taki, bomo postali bolj kredibilni in tudi bolj referenčni za celotno družbo, ne. Kar zadeva spleta, mislim, da sem vam že govoril, ne, v redu, super. Zastavil bi se še malo na vsebinski plati, spet gledamo pač družino kot celoto, no. Kako postavljate oziroma kako vidite svoje podjetje in seveda v tem primeru pač ločeno tudi tednik v današnjem medijskem ozračju v Sloveniji, ki je zelo polarizirano, no? Kako vi doživljate recimo ta prostor? Mene, polarizacija je dejstvo. Polarizacija je dejstvo, ki je bilo morda malce manj prisotno v tistih prvih letih tranzicije, predvsem zaradi strahu ene pozicije, da se bodo stvari morda preveč drastično spremenile, pa se potem niso, ne. In zdaj smo nekako spet na točki, včasih, ne vem, ko sem prihajal na obisk, tam 93. Se sprašujem, a je šlo mimo teh 25 let, kakšne kolumne, kakšni uvodniki iz tistih let so še aktualni, čisto aktualni. Mislim, ne vem, kaj se je spremenilo, ne. Ampak to je dejstvo, to je pač
Roko je treba ponujati, dialog je treba iskati, seveda ne za ceno, da boš ti, mislim, opustil svoj pogled na svet. Ponavljam, dialoško je treba nastopati, ampak včasih se pač ne da, ko poveš, kar misliš, ne, in braniš neko določeno stališče. Mene bolj skrbi to, da smo sami med nami precej razdvojeni, precej novinarji, tukaj na katoliški prostor, na prostor tega, ali pa recimo pomladnega bazena, da tako rečem, ne. Mislim, eno je ta krščanski katoliški krog, recimo v tem v katerega recimo gotovo spada kar nekaj teh, ki so vse skozi bili zvesti slovenski pomladi in slovenskemu preporodu, da tako rečem, ki so nekako doživeli kot potrebno to, da se Slovenija preobrazi v neko resnično demokratično državo. In mene bolj to zdaj v tej fazi recimo skrbi, ker kristjani smo poklicani, mislim, to je naš oder, kjer se odigrava naše življenje, zato bomo sojeni tudi v enostranstvu, ne zato, če dejansko smo, pa ne me slabo razumeti, na nek način bolj pobožni ali ne v svojih molitvah Gospodu. Mislim, če smo opravili svoje na področju pravice, na področju sočutja, na področju spoštovanja drugega, na področju ljubezni do bližnjega in tako naprej. In to pomeni, da dejansko smo kristjani poklicani biti akterji v družbi. Je pa žal v tem trenutku tudi zaradi tega in tudi zaradi naše zgodovinske vloge, družina ne nazadnje je bila za marsikoga glas in je še v nekem smislu, glas teh, ki niso imeli glasu. In ta vloga je za nas še zmeraj neka svetinja. In seveda časi so se spremenili, seveda vloga družine v 60-ih, 70-ih letih je bila ena, danes je pa druga. Zahteva modernizacije, zahteva novega jezika, ne pomeni pa, da bomo dejansko mi zdaj zapustili določene vrednote, okoli katerih smo celo nastali in dobili neko konkretno javno podobo. Vsekakor se mi zdi, da in marsikdo bi rekel tudi tega v tej fazi, morda imamo različna mnenja. Jaz sem popolnoma prepričan, da kristjan je kristjan zato, da stopi na javno, da se pokaže tak, kot je, da se pokaže seveda spraven, dialogu, v iskanju nekega skupnega imenovalca, pa vendar trden z nekim konkretnim predlogom za družbeno ureditev, ker je trdno prepričan, da ima tudi krščanstvo in družbeni nauk cerkve in cerkveno učiteljstvo odgovore na vprašanja sedanjega časa. Če to morda nekoliko bolj konkretiziramo, kako potem v javnosti nastopiti, se aktivirati, tukaj govorim pač o kristjanu, ne bo zdaj tukaj spet lahko gremo na katoliške medije, ali pač na aktivno udejstvovanje kristjanov? Glejte, konkretno med nami sej je jasno, da obstajata nekako tako, Mislim, da dve različni drži, ki imata veliko skupnega, Samo da ena začne pri točki A in konča pri točki B, druga pa začne pri točki B in konča pri točki A, Ta prva je ta, da dejansko pač tudi družina in tudi mediji, predvsem v tem katoliškem prostoru, naj bi predvsem poudarjali duhovno poglobitev človeka. In preko duhovne poglobitve človeka bo se zgodila tudi osebna preobrazba in preko osebne preobrazbe tudi preobrazbe družbe. Druga pozicija, in mislim, je pa ta, da kristjani zajemamo iz svoje družbeno-politične tradicije, da smo javni in da se tega ne izogibamo, da zapustimo dejansko ugodnost včasih tudi nekega zakristijskega krščanstva, da tako rečem, in se tudi za ceno, recimo, včasih smešenja, včasih nerazumevanja, včasih
ne vem, neke izpostavimo. Ne. Mislim, da je prava pot nekje tle vmes, ne moreš ti uznanjati, česar v sebi nimaš, ne moreš ti biti resnično hristijan, če, mislim, v družbi in v politiki in drugod, če ti nisi prvo vernik, ne, če ti ne verjameš v Kristusa, če ti nisi dejansko hristijan v pravem pomenu besede in demokrat v pravem pomenu besede. Ne. Ampak po drugi strani pa res upam, no, mislim, in v tem smislu je družina niha na teh dveh napetostih. Ne. Po eni strani zadovoljiti eno in drugo stran, ki bi se morali vse bolj zbližati, vse bolj povezovati in vse bolj razumeti. Ne glede na to, da morda so poudarki eni in drugi. Ne. Morda pri tem še eno vprašanje, kako, po vašem mnenju, ki je delno tudi povezano s tem, recimo pač pristopom v javnosti, kako, po vašem mnenju, je bilo, oziroma kako ste to doživljali, kako katoliški tisk, kako katoliški mediji so spremljali, so obravnavali recimo to zgodbo mariborsko in kako pač je, po vašem mnenju, katera je naloga katoliškega medija, ko obravnava te zadeve, kako naj se postavi? Mi smo slovenski katoliški tednik, ne? In kot tak, karkoli delamo, karkoli pišemo, to delamo iz ljubezni do cerkve. Zdaj, to ne pomeni, da zakrivamo določene stvari, to pomeni, da delamo, točno tako, kot sem rekel, iz ljubezni do cerkve. In da ta nagib, da nam je nekaj, o čemer pišemo, vredno, da stvari preverimo, da preučimo, da se poglobimo v stvar, še predno kaj izrečemo, predvsem proti nekaj, ko je nekaj, kar te briga, ne? Kar ti res nekaj pomeni, ne? Je logično, da bo ta pristop malce drugačen od tega, ki išče senzacijo, ki išče nek efekt, ki ve, da bo dejansko prodal morda en izvod A, B, C, 2, 3 izvode več, zato ker je naslovil eno stvar na tak ali drug način. Meni je žal, da je dejansko, da so kanali informacije, predvsem v tem primeru, tako slabo delovali znotraj cerkve. Veste, mi smo v nobenem trenutku imeli nobene privilegirane informacije o nobeni stvari, ne? In tukaj je morda malce upravičeno tudi naše občestvo včasih razumelo, da ja, pa vi bi pa morali vedeti, ne? Vi bi pa morali o tem pisati. Ampak vam povem, da včasih me je presenečalo, kako ljudje, ki so zelo daleč našega kroga, kar naenkrat pricurljala informacija A, B, C, D, o katerih mi nismo imeli pojma. In to sami veste, na kogar merim tam. Mislim, to očitno ni bil naš primer. Ne? Mi smo včasih se celo morali prav dokopati do določenih vprašanj, ampak smo pa do določenih odgovorov na naša vprašanja. Ne? Ampak predvsem pa prav, ne? Tako v želji po obrazložitvi. Nenazadnje, mi ne želimo našega bralstva vznemirjati, ampak zaslužijo si pa presneto resnico, zaslužijo si pošteno poročanje o stvareh. Ne? In tukaj morda zaradi pomanjkanja informacije tega cilja, ta cilj marsikdaj ni bil dosežen. Ne? In zato smo tudi prišli žal do določenih trenutkov, ko so se oglasili določeni glasovi, tudi mi smo jih izdali, objavili, ne? Če se spomnite, prvo pismo Patra Knausa je izdal Slovenski čas. Ne? Pač zato, da smo skušali nekako ustvarjati nek prostor, kjer bi se ta dialog o tem vprašanju dogajal. Ne v znamenju polemiziranja, ker to ni bil naš cilj, ampak kljub temu pa, da bi se ti glasovi slišali. Sam, a veste, ko je neko pomanjkanje korporativnega upravljanja, mislim, neke tradicije korporativnega upravljanja, ki je povezana konkretno s transparentnostjo in nadzorovanjem različnih organov znotraj takih velikih gospodarskih kompleksov, kot je bil Zvon. Ne? Ko tega ni, tudi ni neke potrebe po transparentnosti v komuniciranju, v PR-ovstvu teh družb. Ne? In jaz mislim, da tukaj je bila tudi ena izmed hib, ne, znotraj tega konkretnega konglomerata, da tudi mi, mislim,
Glejte, ne, nazadnje novinarji so kar so poročali o teh primeru, je bilo vedno preko nekega informanta znotraj nekega kroga, ki je vrgel kakšno informacijo, ki je dobil nek dokument in potem to v javnost poslal preko, normalno je bil to Dnevnik ali pa še kakšen drug, no. Ampak hočem reči, vedno nas je prehitil, vedno smo bili mi, recimo, korak zadaj, ne. Ampak res zato, ker pač to informacijo nismo razpolagali, se lahko razume, da, no, kje ste pa bili, ne, ki pa je vaše raziskovalno novinarstvo, ja, verjetno nismo ravno mi, ne, poklicani biti tisti prvi raziskovalci, ne. Upravičeno pa pričakujemo, da se nam posreduje določene informacije, da lahko pravilno in korektno komuniciramo s svojim bralstvom. Oni si tega zaslužijo in tega v tem primeru mislim, da bi lahko bilo malo več te odprte komunikacije, ne. Ko pa na koncu niti, recimo, a veste, ta proces je šel vedno iz slabšega na slabše, pa nisi vedel, vedno se je govorilo, da se bo nekaj rešilo, nekaj se bo rešilo, na koncu se pa ni nič rešilo, ne. In smo danes tu, kjer smo, brez nekega jasnega komuniciranja o tem, kaj se je zgodilo, ne. In se bojim, da če ne bo te odprte komunikacije tudi zdaj, če ne bo, upam, da tudi z novim nadškofom v Mariboru, ne, neka diagnoza, neka analiza stanja, da se bo pregledal, kaj se je zgodilo v tem primeru. Zato, da se ne ponovijo napake, ki so se v preteklosti zgodile. Sej, dobro, marsikaj je bilo plod same krize, pomislite, ne. Mislim, zgrmeli so vsi ti glavni konglomerati in skupine. In seveda, kjer je cerkev, je tudi malce več škodoželjnosti strani bank, ne. Mislim, če refinanciraš, ne vem, Istrabencu, ni nujno, da boš zvonil, ne. Ampak smo pa sami krivi, da smo prišli od točke, ko rabiš refinanciacijo, ne. Zdaj, tle mislim, jaz vedno pravim, ne, kje bi zdaj bila v bistvu, kako visoko zapisana bi bila verjetno mariborska nadškofija, če se takrat Krekove banke ne bi prodalo. Če bi ta ustanova v bistvu služila svojemu poslanstvu in jaz verjamem, da katerakoli gospodarska družba, ki dela v okvirju cerkve, mora imeti nujno, mora upravičiti svoj obstoj tudi z nekim sporednim poslanstvom, ki presega samo dobičkonosnost ob koncu letnega, mislim, koledarskega leta, a ne. In to, mislim, ta banka je imela nek nastavek. Rekla je, ok, moji donosi ne bojo 8-9%, bojo 3-2%, bom blizu malega človeka, bom blizu vrtnika, bom razvijal kmeta. Mislim, jaz sem to vprašanje enkrat stavil, ne sem rekel, zakaj, mislim, tam se je vse začelo, kar naenkrat je bilo veliko nakopičenih sredstev, ne, likvidnih, za nekaj narediti, razviti. Se bojim pa, da ni bilo nekega strateškega vzporednega načrta, da bi vsak vložek, ki bi ga iz tistega velike malhe nekam usmerili, imel tudi upravičen obstoj, upravičeno poslanstvo, ne. Jaz se spomnim, recimo, ko je bil izbruh teh pedofilske afere v ZDA, imam spravljeno pismo judovskega svetovalca, mislim, da newyorške nadškofije, ki je napisal neko javno pismo v New York Timesu, ne. In seveda, popolnoma, mislim, ni obravnaval cerkve kot verske ustanove, ampak je pa zelo na kratko dokazal, kaj vse je katoliška cerkev dala Združenim državam Amerike, od šolstva, preko zdravstva, preko dobrodelnosti in tako naprej, ne. In se sprašujem, zakaj tudi mi ne bi mogli, ne, dejansko strateško zasnovati, na katerih področjih je pomembno, da tej slovenski družbi, temu slovenskemu človeku tudi mi pomagamo. In da seveda ustvarimo gospodarske družbe, ki bodo dobičkonosne, ampak ki bodo imeli neko poskončno poslanstvo, ki presega samo tisto konkretno iskanje dobička, ki je popolnoma upravičeno za vsako gospodarsko družbo, ampak za nas bi pa moralo to imeti še neko dodatno dimenzijo, ne. In če bi se potem pa, dobro, pač reči, glejte, mi bomo zaslužili 3, ne 8, ne. In je 3 čisto v redu, če vemo, kam gremo, če vemo, da smo solidno stojimo, če vemo, da imamo nek končni cilj,
ki doprinaša k razvoju katoliške cerkve na Slovenskem in slovenskega naroda nasploh. Vse je nenazadnje slovenska cerkev skozi zgodovino odgovorna, da smo sploh še tukaj, mislim. Ne? Če ne bi bilo slovenskega duhovnika, če ne bi bilo slovenske cerkve, kje bi vi bili, ne, kot narod? In v tem smislu mislim, da moramo črpati tudi iz teh zgodovinskih izkušenj in si želeti teh visokih ciljev spet. Glejte, kaj več so imeli tam nekje v srednjem veku, kaj več so imeli neki Slovenci tam v 17. 18. Nič več, predvsej manj so imeli. Ne? In mislim, da mi moramo razumeti, da je vsak od nas, ne glede na to, da živimo v tej dolini, so vsa poklican za več kot to, kar pomeni vsak konc meseca nositi, ne vem, plačico domov ali karkoli se že to gre. Ne. In mislim, da moramo začeti razmišljati o tem, da res nekaj pustimo skupaj. Ne. To ni stvar enega človeka, ampak predvsem je stvar v mizi. Ne. Tukaj pa pač jaz prihajam iz latinskega okolja, tudi vi živite v malce drugačnem okolju kot v Sloveniji. Ne. Zelo težko je, da se ljudje sploh dobijo, ne vem, vaša izkušnja ljubljanska, ne. Ampak zelo težko je, da se ljudje dobijo na nek odprt pogovor, ki potem plete vezi zaupanja in na teh vezih zaupanja gradiš projekte. Ne? Če pa teh vezi zaupanja ni, pa ostajajo potem samo neka besedičenja, tudi politike. Poglejte, zdaj smo kar vsi sprti, me upomnati v vladni strani, ne vem, meni je nerazumljivo, da se ne da kakšne stvari pustiti ob stran, kakšne stvari recimo malce preslišati, kakšne stvari vzeti dejansko kot pač ne vem, kaprice konkurenta, ne? Kakšne kot neko pač žalitev, ampak v politiki delaš za nekaj višjega. In to, če ne moreš tega dejansko biti sposoben preslišati in videti malce naprej v skupno dobro, ne? Ker politika je, kot je rekel papež Frančišek, najvišja, ena izmed, moram popraviti, enkrat sem rekel najvišja, ena izmed najvišjih oblik ljubezni do bližnjega. In tega, ko se bomo tega zavedali, jaz mislim, da in nas bo več, da bomo lahko za eno mizo, da nas bo sedlo 10, ko bomo podobno razmišljali, ne? Takrat se mi zdi, da bomo naredili preboj naprej. Hvala. Jaz bi predal še besedo publiki, oziroma če kdor ima vprašanje. Prosim. Najprej glede Argentine. Ja, prosim. Torej, vi ste rekli, poznamo. Torej, Slovenci so se v Argentini uveljavili na kulturnem, na gospodarskem področju, tako pa na političnem področju. Imajo kakšen vpliv, ali nimajo nobenega vpliva? To je prvo vprašanje. Drugo, ta politična migracija, torej mislim... Ja, ta povojna. Vpliva še danes, oziroma vpliva danes na situacijo v Sloveniji, na to razvojenost v Sloveniji. Ima kak vpliv? In še eno tretje vprašanje, glede družine specifično. Torej, kakšno je razmerje med družino in Mohorjevo? Ker delujete na istem področju, torej knjige eni, knjige druge, trgovine, prodaja, to in to. Ne to konkurenčno, je to sodelovanje. In kako bi lahko vključili v to sodelovanje tudi naš prostor, zavesti prostor, duriški prostor. Mi imamo Gorenjskega toliko prigatno, imamo Novi glas, recimo, tukaj se govorimo. Kajti mislim, da družina, nažalost, po mojem, ne pokriva zadosti meri primorski prostor. Ne pokriva. Recimo, jaz se spomnim, samo ko bil za Zdravc, pri vas recimo za Zdravc, je bil edini, ki je prihajal drugi prostore in poročil. Ni za Zdravca več, morda že dela, včasih kaj napiše, ampak drugi popolna tišina. Pač pa, vi objavljate, tako občasno, kakšne prispevke tukaj iz našega prostora, ker imam vtis, da jih naši časopisi noče objaviti in vi jih objavite. To ste naredili pred 14 dnevi ste objavili eno tako daljšo polemično sporočilo o neki dejavnosti tukaj v naših prostorih. Očitno tisti avtor ni vedel, kaj je objavljal. Ne, jaz zelo poštujem. Zelo rad berem, kaj piše
Zelo rad berem, kaj piše on, včasih pa pretirava, ne? To pretirava, očitno tudi naši časniki tega ne objavijo. Pač pa vi objavite pismo. To vi objavite. Ne da bi poznali... Ne da bi poznali položaj, ne? Ne da bi poznali položaj. Tako je taj moj vtis, ne vem. Bo kar držal. Ne, zdaj ne vem, velike vprašanj, čakaj, da ne bom pozabil. Začeli smo z Argentino, ne? Ja, politično udejstvovanje, so posebni razlogi. Imeli smo podžupana, enega predela predmestja, ne? Sicer 3 milijone prebivalcev, ne? Ampak dobro, pač podeželje, ne mislim to predmestje. Glejte, imeli smo poslanko v krogu radikalcev, to se pravi neke zmerne levice. Je pa problem ta, veste, klasična evropska klasifikacija političnega prostora v Sloveniji, v Argentini ni možna, ne? Je zelo, peronizem v osebi generala Juana Perona, ne, je recimo po drugi svetovni vojni popolnoma preobrazil argentinsko politiko in v tem smislu se mi zdi, da je bilo zelo težko recimo krščanska demokracija dol, v kateri je marsikdo deloval, ne, izmed teh mlajših politikov, ki so takrat dol šli. In dobro, še dve drugi manjši stranki, malce bolj zmerno, klasično liberalno-sredinske, niso imele več kot par odstotkov vpliva. Ne? In stranke, kakršna je peronistična, recimo, pa je vedno delovala zelo korporativistično, a veste, usluga, bi rekel, usluga župana, ki potem, pride gor na stopno poslanca in iz poslanca do guvernerja in tako naprej. Ne. Nihče ni bil pripravljen te karijere znotraj teh pomembnih, večjih strank narediti. Nenazadnje pa tudi politična karijera je zelo tvegana. Ne. Naši ljudje so dol prišli brez, veste, jaz zmeram rečem, jaz sem produkt viška, ne, te generacije teh, ki so se dejansko šolali v taboriščih, so bili mulci v taborišču v Vetrinju in so prišli dol, že malce šolani, začeli so v tiste prve faze, recimo leta, izrekel 45, 65, to je bilo 20 let garanja, zato da si prišel sploh do nekega, ne vem, do neke subsistence, do neke gospodarske samostojnosti, pa tam so zametki tistih gradnje teh prvih skupnih domov. Ne. Šele bi jaz rekel 65, tudi če pogledate zgodovino, ne, se 65, 70, med 65 in 70 letom pojavijo potem prve te gospodarske razstave obrtnikov slovenskih, ki so že kar predvsem imajo nekaj za pokazati. Ne. In takrat se pa zgodi v argentinskem prostoru in gverila, in hunta, in neko obdobje, ne, vojaške nadvlade. Ne. Kjer pa spet, ne, politično udejstvovanje ni res nekaj, kar bi bilo sploh mogoče. Ne. Razen, če si bil res pripravljen, ne, jeti na prvo fronto nekega zaradi svojega prepričanja in nekaj takih je bilo tudi, ne, druga generacija, predvsem okoli revije Druga vrsta, tisti, ki ste poznate, je šlo čisto stran od svojih staršev, ne, in se dejansko tudi upisalo v neke neomarksistične vrste dole. Ne, in imamo 2-3 primere, ki so bili tudi politično angažirani z tega področja. Ne. Ampak to pa ni bil nek splošen pojav. Ne. Jaz bi rekel, kultura, gospodarstvo sta pa področja, ki sta bila vse skozi svobodna. Ne. In cerkev, bi rekel, ne. Nazadnje pogledajte, koliko je škofov, ne, slovenskega porekla danes v tem trenutku v Argentini. Ne. Kaj več pa ne znam odgovoriti, zakaj to. Ne. Morda v privatnem pogovoru še kaj več, da ne bi bilo to predolgo. Drugo vprašanje je bilo vpliv Slovenije. Spet, neka
politična skupina v izseljenstvu je vse skozi držala živo zgodovinsko slovensko ljudsko stranko. Ta zgodovinska slovenska ljudska stranka je bila ustanoviteljica tudi srednjeevropske slovenske ljudske stranke, ki je potem prešla v to, kar danes poznamo EPP, ta mednarodna, ta evropska. In seveda v tistih časih, ko se ni vedelo, koliko časa bo pač ta sistem v Sloveniji na oblasti, je bilo to vzdrževanje ključnega pomena in dogajale so se vsekakor povezave z različnimi političnimi dejavniki v izseljenstvu, zamejstvu in v znamenju tega ohranjanja tega slovenskega narodnega odbora, ki je potem bil vključen za to, da so to članstvo v bistvu ob nastanku takratnega SKD-ja dejansko predali vse te kontakte gospodu Peterletu in tej skupini, ki je takrat ustanavljala stranko. Potem je vpliv, bi rekel, na ravni posameznikov, ker tudi takrat, jaz se spomnim dobro, so rekli, po osamosvojitvi demokratizacije Slovenije ta skupnost ni več politična. Ni politična emigracija. In marsikdo je to tudi od te generacije starejših razumel in je rekel, gledajte, zdaj smo prišli v nov sistem, zdaj sodelujemo, se včlanimo, smo člani različnih strank, imamo različne poglede in delujemo vsak na svojem področju. Konkretno, ker je moj tast, poznam delovanje dr. Marka Kremžarja, ekonomista in politika, ki je v bistvu zaslužen za to, da je naredil ta prenos tradicije SLS-a v SKD, žal se je potem ta SKD in saj veste, kaj je bilo z njim, vse skozi. No, konkretno lahko samo to rečem, da se na ravni pogovorov, na ravni nekih izmenjav mnenj še dogaja nek kontakt, nima pa, jaz mislim, nekega bistvenega vpliva v slovenskem prostoru. Slovenska migracija danes ni faktor politični. Je pa život, ko greste recimo, jaz ko sem bil še dol, a veste, veleposlaništvo na dan volitev, to je zavest, da gre za državotvorno dejanje. Tam dobiš 1100-1200 volivcev tisti dan. Je lahko malo ali veliko za to število teh ljudi, ki je dol, ampak mislim, med državljani z veljavno, mislim, državljanstvom, jih gre direktno, konkretno na veleposlaništvo fizično voliti 1200 volivcev. To se pravi, da ta zavest ostaja in tudi delovanje nekih strank, recimo tako, dobro, seveda tukaj iz logičnih razlogov, predvsem sta prisotni SDS in Nova Slovenija, pa tudi Slovenska ljudska stranka in vsi imajo tam svoje lokalne odbore. Pa ne, zdaj pa še čakajte, kaj sem še? Ja, sodelovanje, želel bi si, da bi ga bilo več, ampak, gledajte, mi smo neformalno povezani v društvu katoliških založnikov, dobivamo se dvakrat na leto, recimo. Programi so vzporedni, jaz bi rekel, da med nami poteka neka po eni strani, bi rekel, zdrava konkurenca, v tem smislu, da vsak ve, zakaj je boljši, pa zakaj je dober in se trudi, to se mi zdi, da je dobro, da iščemo razvijati svoje talente, da jih razvijamo, da se enostavno, ne vem, sem že prej pravil, da ne vem, nisem prijatelj centralno-planskega gospodarstva, ne koncepta, da bomo zdaj se vsi usedeli pa rekli, ti boš delal A, ti boš delal B, ti boš delal C in potem bomo lepo, ker se lepo usedeli na svoje stolčke in uživali ob teh svojih službah. Jaz mislim, da nekaj tega zdrave želje potem, da sami sebe presegamo, da najdemo da svoje talente razvijamo, da se normalno spravi tudi, da, mislim, normalno nas postavi pred dejstvo, da včasih morda drugega, ki je pokrijemo. Ampak če pa je vzporedno s tem tudi dialog okoli nekega omizja, želel bi, da bi se to večkrat dogajalo, ampak mislim, da smo na pravi poti, da je to treba samo še intenzivirati, in jaz bi rekel, da dobrodošli, da se tudi dejansko v ta proces vključi tudi Goriška Mohorjeva.
Kot sem rekel, vse več je katoliških založnikov, ne? Veste, koliko nas je zdaj, ne? Če štejemo vse tiste male založnike, ki izdajajo tudi po par knjig, recimo v okviru gibanj, ne? In imajo to vlogo, pač da izdajo tistih par naslovov, plus kakšno revijo, recimo za konkretno gibanje, 17, ne? In to skupaj uskladiti pač je nemogoče, ne? Vsak bo mal bo skrbel za svoj program, ampak pomembno pa je, da smo povezani v skupnem, pomembno je, da se dobivamo in pomembno je, da smo v neposrednem človeškem stiku, da se potem rojevajo tudi ideje za nadaljne sodelovanje, za poglobitev sodelovanja, ne? Ki ga pa je še premalo, res. Ampak dialog je pa, tam je, ne? Tam dogaja se, je vedno recimo zdaj smo imeli teden knjige, mislim, v mesecu verskega tiska, vedno imamo neko skupno akcijo, to je že dogovorjeno kar nekaj časa in to zelo lepo poteka, ne. Tudi imamo recimo vse katoliške založbe, nismo se mogli zmeniti za neko lestvico najbolj prodajanih, ker za nas to ne bi bilo, ne vem, kako bi to zdaj, veste, neko statistiko se šli, smo se raje odločili, da bomo imeli vsak mesec eno lestvico, pač en seznam priporočenih knjig, eno na založbo, da je vsak enako predstavljen, ne? In te naši plakati, ne, s temi priporočenimi knjigami, eno na katoliško založbo gredo vse knjigarne, ki to želijo objaviti in sprejemati. In to je pač, mislim, en zametek, zdaj razmišljamo, recimo, da bi tudi podeljevali eno skupno nagrado za dobro knjigo, dobro iz našega področja, ne? Pa da bi pol nekako to, med sabo, ne, si to... Sam seveda, komaj imaš take stvari, se pol spet pojavljajo, ja, pa boste pol samo ta veliki, ne, krojili te nagrade, pa ta mali pa bomo odrinjeni. To je treba preseči in jaz mislim, da je samo po sebi dobro, da kaj takega tudi s tem takimi stvarmi opozorimo nase, ne. Drug pozitiven element je, da smo recimo na Slovenskem knjižnem sejmu vsi skupaj, ne, vsi ste nas verjetno kdaj videli, da so vse pač te stojnice ena pred drugo. Izziv bi bil še ta, da bi še bolj usklajeno delovali, da bi morda še kakšen skupen program imeli, ne, poleg teh samostojnih, to na knjižnem področju, ne. Zdaj nekateri smo pa tudi revijalni založniki, drugi ne, nekateri imamo tednik, drugi ne. Dobro, mi imamo pa pol še to turistično dejavnost, ki pa utripa čisto drug vod, kot pa ostali deli. Ok, Jurči in potem gospod. Dobro večer, jaz sem vas hotel vprašati, ker ste prihajate iz domstva, ne? Ja. Kako vidite vi to situacijo, ki jo tudi mi doživljamo kot zamejci, ne, da težko prodremo z našimi vsebinami, vprašanji v Slovenijo, ne? Pač sicer Slovenija skrbi, ne? Se strinjam z vami, da Slovenija zadnje čase od osamosvojitve naprej ima ta stik recimo preko Urada za Slovence po svetu in zamejstvu. Po drugi strani je to pač ena stvar, ki kot da bi Slovenija pač morala narediti, ampak enega, ne vem, če zdaj uporabim pravi izraz, enega pravega življenjske povezave ni, ne, recimo, je kot ena stvar, ki pač mora biti, ampak ne, da bi se čutilo, da je to ena povezava, malo kot ste dal tisti lep primer glede teh slovenskih otokov, ki imajo svoj potencial, ki lahko nekaj naredijo, ampak tega se Slovenija še ne zaveda. Zdaj vi kot Slovenec, ki prihaja iz domstva, kako to vidite, kako ste to analizirali, kako ste to doživljali, kako vidite, če je res tako, ali malo mi pretiravamo preveč. Tako, recimo, en primer, tako banalen je to, da recimo prva slovenska televizija, ne, daja naš dnevnik recimo v poznih nočnih urah in v bistvu se to Slovenija sploh ne pozna, ne. Ali pa da, recimo, zdaj sem bil na Koroškem za skupino teh, ki so z mano potovali, ne, pošlje vabilo v nemščini, Slovencem v celovod na nek dogodek, ne. Glejte, jaz to, nihče ne more dati iz sebe tistega, kar nima v srcu, ne.
Nihče ne more dati sebe, če ga nima v srcu. In zdaj, gledajte, če imamo šolstvo, ki ne poudarja vprašanja identitete, ki ne poudarja vprašanja, ki ne razvija nekega naravnega ponosa, Bog ne daj, da bi rekel kakšnega nacionalizma, ampak pač neka poznavanja lastne identitete, suverenosti, samozavesti. Kako lahko, jaz sem imel zelo kritičen pogled, recimo, če prenesete, vam preberem eno pesem, ki je polna ironije, na to zadevo, ko sem to gledal še zunaj strani. Zdaj gledam malce manj drastično, ampak še zmerom čutim, da pač po eni strani vlada v Ljubljani nekaj vrste snobizem, in nerazumevanje, zdaj kaj ne pa z vami, tam nekje, sej ste pač, jaz se spomnim, to bo zdaj, aprila izdam 4. pesniško zbirko, pa sem se zavestno odločil v določenem trenutku, moja prva zbirka je bila tudi, sem nenazadnje dobil leta 2000 tudi nagrado za argentinsko, špansko poezijo, ampak sem se odločil, da hočem pisati v slovenščini. In se spomnim tistih debat z nekaterimi kulturniki, češ, kdaj boš ti, a veš, ti bi bil lahko neke vrste Handke, daj piši v španščini, da bo pol Slovenija poznana po špansko v tistem velikem trgu Slovenije, razumete, kam merim, Kako, sej tudi bi to se lahko zgodilo, jaz ne rečem, verjeten, jaz nisem dovolj sposoben, da bi kaj tazga naredil, ampak hočem reči, to pa, da ti daješ iz tega, kar si, in da ti neka kulturna identiteta in neke korenine res nekaj pomenijo, za tega pa ni bilo posluha, in dol so hodili, recimo, kar nekak letih 2000, pa tudi prej, različni znanstveniki, zgodovinarji in študiozi se fakultete za družbene vede in drugot, raziskovati to, kdo smo tam dole, kaj to so tile čudaki, ki še nekako, govorijo slovensko tam dole, in jaz se čudim, recimo, koliko malo konkretno, midva z ženo sva se priselila v Komendo, zato, ker je moja stara mama iz Crkl, zato, ker imam teto še v Mengšu, pa tam nekje ta naveza, Domžale, Kamnik, hribe hočem gledati, dobro, smo pa kaj padali, Pa prideš v zakonsko skupino in, nimajo, povprečni, dobri ljudje ne vedo veliko o zamejcih, ne vedo veliko o tej avtohtoni, prisotnosti, mi bi mogli biti ponosni, zdaj, recimo, ti ljudje, ki grejo z nami dol, po enih 30 gre dol vsako leto v Argentino, zdaj smo imeli avtobus poln, smo šli na Koroško, prav zato, ker so ti ljudje, ki so zdaj spoznali Slovence v Argentini, hočejo tudi malce globje, upam, da drugo leto pridemo na Goriško, malce mi je res, ker se zdaj želijo še vsako leto družiti, to je kar postala neka klapa ljudi in se samo nabirajo še ti ljudje, ki so odkrili, da zdaj obstajajo neki Slovenci, ki pa niso iz Matice. Lahko preberem tole, če vas ne težim, ni predolgo. Imenuje se Vprašanje in je ironična, tako da... Vprašanje. Povej mi, kdo si, me vprašuješ? Ti, ki si nastal v zavetju matičnega naročja, me s pogledom, ki izdaja melankolijo na meji razočaranja meriš in opazuješ. Pesnik, ki se še komaj drži za vejo med oklepaji staroslovenskega drevesa ob toku srebrne reke. Čemu ta klavrna slika, ta potreba, ta nuja po pripadnosti telesu, ki ne zna ali ne ve, kako te prepoznati za svojega? Jus soli. Nesmiselno je biti se za hendikep slovenstva v pomanjkanju te ključne ekskluzivnosti, tega temeljnega pripadnostnega pogoja. Čeprav nas je malo, je enih še manj. Piši špansko, praviš, in uveljavi, kar je v tebi še slovenskega na tvoji strani oceana. Izstreli se v nebo nad Buenos Airesom in v luči ognjemetov kaži v smeri svoje opuščene dediščine.
saj se zaman znojiš za stolček na stranski slovenski vrsti ob vznožju Parnasa. A jaz tega ne zmorem. Dvoživka sem in bom do mraka. Ti pa me iz kota med Münchnom in Zagrebom, Milanom in Dunajem verjetno težko razumeš. Kdaj se bova odpravila skupaj osvajati svet? Kdaj bova rešena manjvrednostnega raka? Seveda, to je bila kruta pesem takrat, malce, ampak zdaj gledam malce drugače, ne? Zdaj gledam v znamenju tega, da je treba ta obzorja še odpreti v ljudeh. Da je treba delati veliko in tudi pač naša vloga je ta, da verjetno dobro, zdaj v komendi vsi vedo, to so Slovenci iz Argentine, ne? A ne? In dobro, počasi se ta zgodba premika na bolje in moramo, mislim, s tem optimizmom gledati naprej, da, mislim, seveda ob mnogih polenih pod noge, tudi kot gre za katoliško šolstvo, ki je veliko dobrega naredilo na tem področju. Ja, delati naprej, ne? In ne se ozirati na to. Glejte, naša življenjska sila izhaja iz nekaj globjega. Prvič iz naše vere in drugič zaradi iz tega našega notranjega nagiba, ker verujemo, vemo, kaj smo. In če vemo, kdo smo, mislim, kdo nam more hudega. Morda še zadnje vprašanje? Ja, torej ni vprašanje, ampak moram pohvaliti, da je res družina se razširila tudi v to smer, da išče druge somišljenike in predvsem skozi to pridobo čas. Jaz bi apeliral, torej v prvi vrsti se zahvalil za to vašo usmeritev in apeliral na to, da bi mogoče razširili, ker bi s tem dobili tudi še druge, torej, da ne rečem vsakodnevne katoličane, ampak recimo mesečne, ki tudi to radi dobijo v roke. Čeprav kot samo družino mogoče ne, ampak skozi ta del, skozi to prilogo pa zelo vred. In torej pozdravljam to vašo idejo in upam, da boste to zdržali in tudi naprej peljali tako in vam tudi za to osebno čestitam. Jaz se vam pa zahvaljujem, da to tako razumete, ker, glejte, ob nazadnje tudi že padcu Nove revije, pa Ampaka in še marsikoga, spet pravim, kroge je treba držati skupaj, ne? Ljudi je treba držati skupaj okrog skupnih identitet, skupnega mišljenja, ne? In če tega ne zagotovi neka založba, kot smo mi, da pomaga še nekaterim kulturnikom, zgodovinarjem, javnim delavcem, da pristopijo zraven in svoje mnenje izražajo in da se dogaja tudi debata znotraj nas, ne vem, da ena Alenka Puhar rada piše pri nas, ne? Ne vem, dam samo tak primer. Se mi zdi, da je to naša dialoška, mislim, odgovornost, da se tega lotimo, ne? In ja, so načrti tudi za nadaljevanje in razvoj v neko malce bolj celo aktivno smer, ampak kot pravim, za vse prvo morajo biti ljudje, sposobni ljudje, ki so pripravljeni nekaj sprejeti. Šele potem pa pridejo sredstva, mašine, aparati, kar češ, ne? Ampak papir, ne? Ampak prvo morajo biti delovne ekipe, ljudje, ki nekaj skupnega imajo in želijo nekaj skupaj narediti. Ko je čas začel, nisem niti vedel, ali bo zdržal do 3. številke, zdaj že teče 57, ne? In je to upanje za prihodnost, da se bo okrog tega tudi razvila. Pa sem vesel, recimo, da se po drugi strani razvijajo neke pobude, kakor je časnik, pa da se razvijajo pobude okrog iskrenih.net. In mislim, glejte, pustimo, da rastejo ti različni svetovi, pomagajmo si drug drugim, ne bomo vsi za vse, ne? Ja, ponekod bo pa eden naredil preboj, takrat bo pa treba za njim stopiti, ne? Pa bomo njemu priznati, da je pač tisti, ne? Res naredil preboj, ne? Medtem pa delajmo, ne? Kakor da smo pač za večno zapisani tej vlogi. Tako, jaz bi zdaj res še ta najin pogovor, oziroma naš pogovor zaključil še z zadnjim vprašanjem, pač se je lahko en čist kratek odgovor.
Pater Branko Cesnik je zdaj nedavno to izjavil. Če je kje kak bog, ki naroča ubijanje karikaturistov, sem zagotovo raje ateist kot služabnik takega boga. Zato pač to vprašanje, ki je sicer en tak inflacijski presežek v teh tednih, ampak ker ste direktor recimo družbe, ki ima en katoliški predznačaj, po mojem mnenju zanimivo. Ste vi Charlie? Ne. Ne, nisem Charlie. Jaz, kot je napisal dr. Stres v zadnjem času, ne, biti Charlie lahko pomeni biti žaljiv kot Charlie, lahko pomeni biti, in to je rekel tudi, moram biti pravičen do škofa Štufa, ki tudi to omenil. To pomeni biti krivičen kot Charlie, to pomeni biti žaljiv kot Charlie, ali pa to pomeni biti žrtev kot Charlie. Ne. Seveda, če gre za žrtev, ne morem nikoli tega sprejeti. Ne. Ampak ne morem pa sprejeti, da bomo živeli v neki družbi, kjer je tolerantnost maksimum pač tega, kar zmoremo v odnosu med nami. Popustite. Mi moramo drugega spoštovati. No, naša zapoved je še celo, da se moramo ljubiti. Ne? Dobro, recimo, da ne pridemo do te točke, ampak popustite, jaz, ko gre za spoštovanje sočloveka, ne moreš tega delati, kar dela Charlie. Ne? Pa ne rečem, da je zdaj to nujno vzročno-posledična naveza za to, kar se jim je zgodilo. Bog ne dej, da bi to mislili. Ne? Ampak po drugi strani ne moramo biti Charlie. Pa nisem jasno govoril. Najlepša hvala in predajem besedo. Ja, najlepša hvala za bogat in zanimiv večer. In seveda tudi Andreju, ki je nocojšnji večer vodil. Naslednji teden imamo ravno tako srečanje v četrtek in sicer bomo tokrat posvetili kulturi, ker smo v tednu slovenskega kulturnega praznika. Sicer se bomo poklonili dvem skladateljem, profesorju Pavletu Merkuju in profesorju Štefanu Mauju, ki sta preminula v preteklem letu, nedosti časa od tega. In sicer bomo na tem večeru seveda posvetili, največje dela bodo imeli pevski zbori, zato ker sta oba skladatelja veliko napisala zanimivega prav za zborovsko petje in seveda bodo tudi druge glasbene točke v tem okviru. Čez 15 dni pa bomo imeli v gosteh tukaj slovenskega provincijala, jezuitov in sicer Ivana Brešjanija, tako da vas vabim že na prihodnja srečanja. Tako kot običajno, nadaljujemo lahko klepet v naših sosednjih prostorih, ki bomo pač ponudili malo briške kapljice in zato, če želite ostati v naši družbi, ste dobrodošli.